Tako je, kot sem že v govor zapisal, že v osnovni šoli me učiteljica nas je vprašala v razredu, kaj bomo, ko bomo veliki. Jaz sem že takrat imel željo, da bom nekoč politik. Ta želja ni izpuhtela, ampak sem se kasneje res upisal na fakulteto za družbene vede. Samo zanimanje za politiko je dolgo, pač spremljam medije, kolikor se da, dogajanja. Mladi smo pa preveč pasivni. Mladi bi se morali več vključiti in tudi na nas je, da bomo delali spremembe, ker najlažje se je postaviti ob stran in ne govoriti, ne predlagati. Poznam dosti mladih kolegov z različnih programov, ki so sposobni, ki imajo dobre ideje, njihove ideje ne pridejo v medije, v javnost. Ta program pa se mi zdi ena taka odskočna deska za nas mlade. Ja, iskreno povedano, težko je. Mladi nimamo pravih priložnosti, tudi na volitvah, ko so se nekatere stranke mladih poskušale priti v parlament, niso uspele. Ampak če ne bomo nikoli poskusili, ne bomo nikoli dobili rezultata, ne bomo nikoli mogli napredovati. Tako da vsak korak v to smer je napredek za nas in če bomo s tem vsaj malo pripomogli k boljšemu stanju, k res zaposlovanju med mladimi in če bo kot je obljubljeno, če bodo naši predlogi res naleteli na ušesa evropskih poslancev, mislim, da smo prvi korak naredili. Demokracija je načeloma trenutno bojda najboljši sistem, kar ga države poznajo. In stalno prisotna ta težava, tiranija večine se imenuje. Večina stalno zmaga, žal je lahko to 51% proti 49%. Večina ima ponavadi, naj bi imela prav, oziroma v takšnem sistemu mora imeti prav, ker drugačnega sistema ne poznamo. Je pa problem z vprašanjem, preko ste omenili vprašanje novega zakonika družinskega, bil tudi z volitvami. Tam lahko se navežemo na neposredno demokracijo, kjer se dejansko ljudje ne odločajo priti na volitve. Tu bom povedal svoje mnenje, ne mnenje mestnega parlamenta mladih, ampak izključno moje mnenje. Moje mnenje najprej stvari, v katere ne poznam, od tistih ne diskutiram. Jaz sem po izobrazbi politolog, študiram tudi sedaj pravo, nisem pa ekonomist. Velikokrat nanese tema tudi na ekonomijo, ampak zato imam nekatere druge sošolce, prijatelje iz srednje šole, ki študirajo ekonomijo in mi malo opišejo situacijo. Krizo so povzročili določeni ljudje, kolikor vem iz medijev, z nepravilnimi oziroma napačnimi krediti. Se strinjam, da bi mogla biti vsej neka vrsta odgovornosti, ne pa da za slabe kredite, za slabe naložbe ljudje ne odgovarjajo. Absolutno se s tem strinjam, ampak več o tem, kakšne so rešitve, pa žal ne morem. Mislim, da je stvar ni enostranska. Težko bi dal enostranski odgovor v smislu, kar večina počne, so krivi in niso krivi. Mislim, da si takšnih odgovorov ne moremo privoščiti. Zagotovo poznamo tudi druge načine nestrinjanja s trenutno oblastjo, ampak razumem pa tudi te mlade, ki so šli na ulice in bom rekel, hvala Bogu, da so se aktivirali, da so pokazali svoje nezadovoljstvo s tem sistemom. To je prav, da se ga pokazati tudi na druge načine. Vprašanje pa, če je učinkovit, če so drugi načini učinkoviti. To je včasih problem, ko mi mladi imamo predloge in naslavljamo na različne inštitucije, naprimer so pa tudi težave znotraj inštitucij oziroma ko inštitucija nekaj želi narediti, konkretno nek urad v Sloveniji želi spodbuditi mlade, da bi delali, ampak ne dobijo denarja. In to je pa sistemski problem, to je večji problem. Isto se mi zdi tukaj, mladi imamo svoje predloge in večinoma nas odriva, zaradi tega ste mladi, počakajte še vašo priložnost. Podpiraš predlog zniževanja poslanskih plač? Ne poznam predloga. Preprosta floskula je, če je kriza za vse in mislim, da ta drži. Treba je res pogledati varčevanje na vseh ravneh, seveda pa ne samo zgolj varčevanje, ampak tudi investicije, predvsem v gospodarstvo, v nas mlade. Skrbi me, da nismo dovolj močni, da ne moremo imeti želenega vpliva. Konec koncev nas je le 50 članov, jaz sem
tako rečeno prvi med enakimi, saj jaz sem samo predsednik, razen nekaterih dodatnih funkcij, to ni neka posebna funkcija ali pa da bi imel s tem kakšno večjo moč. Zdi se mi, da predloge bomo lahko poslali, kot ste slišali, županu, mestnemu svetu, različnim inštitucijam v mestni občini Maribor, pa tudi širše na evropskim poslancem, ki se bodo udeležili naših predavanj. To se pravi, dosti ljudi bo slišalo naše želje, naše predloge. Jaz mislim, da je čudovita ideja simulirati parlament in predstavljam si, da boste vi mogoče malo bolj učinkoviti, kot smo mi. Nas je vseeno nekaj čez 700, vsaj v Evropskem parlamentu. Najprej kot analitik, bom rekel, moja izobrazba je tudi analitična, bi najprej preveril te podatke, ker se mi zdi 14% morda tistih ljudi, ki se največ ukvarjajo s politiko, kot smo slišali, na kateri so tudi člani mestnih svetov, raznih podmladkov političnih strank. Najbrž se teti štejo za tete, ki razumejo politiko med teh 14 ljudi. Potem mislim, da je določen delež mladih, ki sicer pozna neko politično dogajanje, mislim, da je več kot 14%, ki pozna neko politično dogajanje, ampak se ne opredeljuje, je pa gotovo tudi del ljudi, ki jih politika sploh ne zanima. Mislim, da ta del ljudi nima smisla, da jih targetiramo s tem. Ja, mislim, da trenutno je za Slovenijo bolje, da bi pozabili na katere takšne prepire. Ni problem argumentirano razmišljanje o tem v različnem predlogu, jaz se s tem strinjam, jaz pa se ne. Ampak naj bo to argumentirano, ne pa na neke prežete teme, ki mislim, da nas trenutno ne morejo pripeljati iz krize in mladim, nam, ki praktično s tem se ne bi smeli obremenjevati, nam ne koristijo.